Spoštovane dame in gospodje, dobro večer, dobrodošli v Špas teatru. Upam, da se dobro počutite, kot vidite, območje bomo zavarovali. To sta naša agenta Borislav in Stanislav, da sta brata in ljubilca in lahko se udobno namestite in sprostite. Veste, kaj greš v kino, pa imaš na začetku pred filmom reklame za druge filme. No, to je to, to sem jaz sem živa reklama, tako da vas bom zdaj malo ogrel in potem me prepustil v roke Lada, da upam, da se dobro počutite. Vse, nemo en aplauz, da vidim, kako se počutimo nocovi. Zdaj se že popravim v prvih vrstah. Jaz sem v začetku vedno pojem eno travmo, ki sem imel celo življenje, sem se vozil z vlakom in če ste kdaj se vozili z vlakom, veste, kako to izgleda. Ti stojiš, čakaš na vlak in nikoli ne razumeš, kaj govorijo po mikrofonu. Vedno tako stojiš in kar nekaj nikoli ne razumeš, kaj govorijo, ste opazili. Ti vedno tako, a lahko še enkrat poveste, nisem razumel. In vedno ponavljam, vedno tako rečem, nikoli ne razumeš, kaj govorijo. Sem razmišljal, zakaj ne damo kakšno znano osebnost, ki bi delala na železniški, recimo Srečka Katanca, si predstavljate Srečka. On bi tako, potniški vlak gre zdaj iz Celja, ne. Bo vsak čas pripeljal, ko ga ne rečem, strojevodja kapo dol, ne. Bravo. To je bilo super, vsi bi se z vlakom vozili. Če bi recimo Vlado Kreslin delal, bi bilo še boljše. Vlado bi tako, kaj nam je domov zbog delal, no? Če nam vozi preko drome, preko mire, od človeka do človeka, od mesta do mesta, lahko bi vrnete karto še na coli, da bo pripeljal Šiško, kaj tam še kaj prtega, hladove. To je bilo super. Edina stvar, ki jo razumeš, je ponovadi na železniški, ko na koncu tako povejo, rečejo, prišel 26 minutno zamudo. Vedno je tako ene zamude. In če si bi kdaj na WC-u na železniški, veste, nikoli vrat, ali pa še hujše ni končavnice na vratih. Pa moraš sedeti pa držati vrat. To je neugodno. Ampak meni so všeč ti moderni WC-ji. WC-ji, kjer je vse avtomatično, luce kar sama prižge. Ti priješ na WC, luce sama prižge. Pa nekaj časa sedimo in luce ugasne. Takrat smo si tako, to ne delava, kaj. Odiš po WC-ju brez hlač, ponovadi. Kje je tam snem zgore? Hočeš ti roke umiti, pipe so avtomatične in se vedno nujno počutim, tam to viš to. Ne, daj vode, ne. Ne, zraven stoji, ti si prvič roke umijoš. Zdaj sem že trikrat sam tam ne delal. Hočeš milo uporabiti, moraš pomol striktno napravo. Na koncu te čaka najbolj inteligentna naprava vseh časov, ta stroj, ki piha v roz zrak. Pol ure tako stojiš, na koncu moraš vseeno narediti, samo pekline dobiš po rokah. Ampak, zdaj, če kaj spremljate, veste, da Hrvati si zdaj ful želijo Evropsko unijo. Ne se zdi, ko bo Hrvati noter prišli, bo ravno vsega konec. Ne, res. Kako je ena zabava, ko prišli ob 4 zjutraj, pa smo že vsi šli. Oni pa tako prišli, evo nas konečno, tu smo, vse še prazno, nobenega nikjer, samo en Grk leži na mizi. Evo, vsi že šli, malo kaj nare za posoditi. Zdaj eno pivo, vse bo vrnil, majke mi. A kdaj nisem vrnil? Te Grki so skozi brezdenarja. Imamo koga iz Grčije na coj? A imamo koga, ki ni iz Ljubljane? Zaprosite vsi, ki niste iz Ljubljane? Zaprosite vsi, ki ste iz Mengša? Boste se mi filtrirali v očini, šletite. Zaprosite vsi, ki niste iz Mengša? Vsi smo tukaj. No, če ste bili daj na košake, recimo, jaz sem še enkrat s punco na košaku zdaj in ni poznala pravilje, bila čist zmedena. Že konec tekme? Ne, to je druga četrtina. Ja. Koliko pa jih je? 6 četrtin je, res, bravo. Skončno, nišče ne ve. Skaj pol 3 prste tako v zrak držim. On je iz Srbije, pa jaz sprašujem tekme. Skaj smo eno vprašanje, se mi zdi. Ampak enkrat sem na enem nastopu nekoga vprašal, a je to tvoja punca? In je bi tako, Tomaž, toliko se je zmedel, da ni slišal vprašanja. Vsi so se smejali, punca ga je božila po glavi, bogi, on ima bogi, veš. In zdaj, kaj mu sploh reči nazaj? Vprašanja bodo tudi težje v nadaljevanju. Ljudje so se zelo vprašali. Ampak, meni se zdi zabavno, da preden se poslovimo, ne povem, to sta naša agenta. Merkur, zavarovalnica, letos praznuje 20 let in 20 let že skrbijo za vašo varnost, vašo premoženje, zavarujejo vas, vašo ženo, vašo taščo, vse zavarujejo. Zato imate Borislav in Stanislav, brata in ljubimca, za vas 20 dežnikov za 20 let, Merkur zavarovalnice, ki boste sedaj razdelila med srečne izbrance. Naj povem, da Borislav uporablja te dežnike tudi kot zobotrebce doma, tako da mogoče boste najeli malce špinače zraven, drugače pa sta
v prostem času rada ribarita in se ljubčkata. A se še dobro rad ljubčka? Sam zabavno, a ni zabavno moški, ko gremo ven, imamo vedno plan, a ni? Recimo, če si moški, pa si sam, ki greš ven, vedno je plan tako, malo prit, potem osvaji ženske in na koncu eno odpela domov. Ampak to je samo v teoriji, v praksi je bolj preveč smo bil, nategovali smo ženske, šli smo na burek. Gledaj burek na koncu, ko ga jemo, se mi zdi burek je taka zabavna stvar. Ampak če vzameš moški promet, ko vzamemo parfum, vedno naredimo to. To nikoli sem razumel, zdaj, ker mišljam, da ti bo ena ženska rekel, kako te pijace dišijo, Vem, se zavedam, ne govoriš, pa. Ne bo strah, da enkrat ena ženska rekla, vas ti jacaš, pričeš, kaj ta von. Ne, moja ima vedno ta von, vedno. Armani, ko sem se rodil, kaj čemu. To je moj naravni von. In tudi se mi zdi, da včasih pri moških takoj vedmo, kdaj smo recimo vzburjeni, pri moških se to takoj vidi, ni to ne fair, a ne bi super, če tudi ženske imela eno reakcijo, recimo lice bi se napihnilo. To pa super, prideš zjutraj na pošto, ena gospa v vrsti stoji. Gospa ste vi malo vzburjeni. Pa sem vedno zjutraj. Imate jutranje reakcije. Ampak enkrat sem šel v eno restauracijo in smo imeli posebno akcijo. Pisali tako, škampi imitirani. Imitirani škampi. Zgleda, da je zmanjka škampo in zdaj eno ribo, ki mora imitirati škampe. In reče, boš ti imitirala škampe? Ja, lahko. Znaš še kaj? Znam tudi kebab. Znam kebab. Dobre imitacije kebaba. Ok, zdaj pa je čas, da se naša predstava začne, tako da uživajte, sprostite se, se vidimo lahko noč in lepo mi tam.